En lep čaroben pozdrav, z vami sem Hilca, kreativna terapevtka, medij, svetovalka za zdrav življenjski slog. Sem vesela, da ste danes z menoj. Namreč, kot vidite, nam je vreme tako postregel z dežem in tudi grmenjem, da ni mogoče izvesti v živo, v naravi, na travi meditacijskega dneva, kljub datumu 7.7., resnično takem dnevu svobode, kreativnosti, moči, pa vendar nas energije spodbudijo z dežjem tudi še k očiščevanju marsičesa, kar je v nas, in mi mislimo velikokrat, kaj vse smo sčistili, pa potem ugotovimo, da še je marsikaj, kar je potrebno počistiti. In tako bom za vas prevajala sporočila in šli bomo tudi v meditacijo in imate ta čudoviti bonus, da ste lahko takole prek ekrana povezani z menoj in z energijami, tako nadaljavo, in je tole vaš dogodek za vas iz moje strani brezplačen. Vse resnično povabim, ko si boste kasneje pogledali posnetek, uživajte in tudi delček svojih izkušenj vam bom delila, da dejansko ni stvar mojega vedenja čez noč prišla, da res nič ne pade iz neba, da za vse je res se treba na nek način potruditi in predvsem vztrajati na svoji poti in velikokrat stopati iz cone udobja in narediti drugače, kljub temu, da nam morda lansira na določen način, znati komunicirati uglašeno z svojim srcem, z svojo dušo in slišati svoj mental, svoj vendar vedeti, kdaj ga pomiriti, kdaj ga ustaviti, kdaj upoštevati to orodje, kdaj je ustrezno, da mu sledimo in kdaj je bolje, da naš počiva in dovolimo, da ga uporabimo resnično kot orodje takrat, ko ga zares potrebujemo. In prav tako, da ne delujemo iz svojih čustev, da čustva uporabimo kdaj pa kdaj tudi kot orodje in ne prevladujejo in ne vodijo nas. To je izjemno pomembno na naši poti našega razvoja, da mi vodimo čustva, mi vodimo mental in ne obratno, in ne vodijo čustva in mental nas. In prav tako, če želimo mi slediti svojemu srcu, svojim izbiram svoje duše, potem je zelo dobro, da tudi resnično imamo reden stik s samim seboj, da redno vzdržujemo, lahko rečem, kondicijo. Tukaj potrebujemo resnično se natrenirati in imeti veliko te, če tako rečem, energijske, duhovne kondicije, skrbeti za redno prakso duhovnosti, lahko rečem, torej te povezave s samim seboj, kajti prav tako kot vsako drugo veščino potrebujemo mi sebe kondicijsko trenirati. In kar se tiče kondicije, fizične kondicije, bom kar sedaj začela deliti v tem delu eno svojo izkušnjo, za katero sem izjemno hvaležna, morda ti jo še nisem do sedaj podelila, pa ti jo z veseljem sedaj podelim. Namreč ves čas so spremembe in ves čas je nek razvoj
in tisti izzivi, ki so bili z moje strani počiščeni, rešeni, so se potem pojavili novi, drugačni, na drugačnem nivoju in zopet so me nečesa naučili in me učijo in me mojstrijo in so resnično veliko darilo na moji poti mojega razvoja in sem zanje izjemno hvaležna. Zato jaz verjamem, da ljudje se povezujemo preko srca in boš veliko bolj začutila resnično vso to energijo, moj način delovanja skozi to, da ti podelim svojo izkušnjo. Delček moje izkušnje, morda prav gotovo veš, če me spremljaš že nekaj časa, da sem že v teh energijskih veščinah skoraj 15 let, se pravi v teh energijskih procesih, da so to del mojega življenja in da sem začela že zelo kmalu v študentskih letih uporabljati določene prakse, določene dihalne, zvočne tehnike, meditacije, da sem začela uporabljati tudi samo sebe za povezavo z izvorom, ker izvor smo mi, samih sebi. Poglejte, kako čudovito čiščenje imamo takole na ležalki, danes na travi prav ne bi bilo prijetno. Bi bili tako mokri kot pod ušom, a ne? Skratka, tudi to izkušnjo, izbiro bi si lahko dali, če bi to izbrali, pa vendar si jo nismo, kaj ne? In bomo takole nadaljavo skupaj. Torej, da nadaljujem, skratka, sedaj bom stopila kar v izkušnjo leto 2022, ko se je to leto začelo, sem jaz čutila na nek način, da je to zelo močno leto enih manifestacij, hkrati čiščenj in hkrati sem čutila, da je tudi zelo močno leto lahko nekega preboja iz nas v to našo pristnost, v to, kar mi v samem biti smo. Torej, to, kar mi kot duša smo, se utelesili in je prav, da to začnemo tudi živeti, da to resnično utelešamo. In ko se je to leto začelo, se je meni začelo tako dogajati, kot da se mi neka tla premikajo pod nogami in tudi moje fizično telo je izgubivalo vse več moči, vse več kondicije in začeli so se prav fizični znaki, predvsem z mojo prvo, tretjo čakro, solarnim pleksusom, izjemno so šle globine procesi skozi mojo prvo čakro in sem točno videla, da potrebujem tudi skozi to iti, ker dejansko si je to izkušnjo moja duša izbrala, hkrati pa sem si en nivo tega izbrala tudi, ker sem v kakšnih situacijah šla delovati proti sebi in zares nisem tako zelo upoštevala same sebe, kot sem si prvo mislila, da kako zelo dobro zares znam poskrbeti zase. In potem sem jaz to želela, saj to bo trajalo teden ali dva, pa bom jaz v redu. In ni bilo tako. Namreč neskončno sem hvaležna za vse tisto, kar sem dosegla in naredila v 15 letih
v teh duhovnih praksah, ker vsa ta orodja, vse te procese in tehnike in znanja in veščine sem lahko uporabila. In vse, kar mi je nasproti prišlo, mi je prišlo resnično v danem trenutku z največjim namenom in pomenom. In zares meni se je dogajalo tako, da ni mi niti telo normalno prebavljalo hrane in sem se potem začela spraševati, česa mi telo ne prebavi, česa v življenju jaz ne prebavi. Kaj mi telo sporoča? Najbolj zanimivo, da po fizični medicinski plati seveda niso nič ugotovili. In sem tudi tako videla, da je to odraz višjih nivojev, drugih energij, drugačnega doprinosa, da mi to nekaj kaže, da mi nekaj sporoča moje telo, energije mi sporočajo skozi fizično telo. In prav v tem času so mi nasproti začele prihajati osebe, ki so mi začele dajati takšne informacije in usmerjati v določeno smer, katero mojo dušo izjemno kliče. Tudi na drug kontinent, tudi dejansko vse, kar ima moje bitje za doživeti. In se je začelo potem tako sestavljati delček za delčkom, korak za korakom, da sem dejansko samo temu sledila. In vem, da potrebujem samo slediti naprej. In moja pot, moje delo je, da sledim vsem tem občutkom in vsemu, kar me tako močno zdaj kliče. In seveda, ko pridejo stvari na pot, kot neka izjemna priložnost, se lahko naš ustavi. In lahko naš vidi predvsem kot oviro. Vendar mi imamo to moč, to sposobnost, da preidemo vse te ovire. In naključij v življenju ni, to resnično verjamem in zaupam, ampak je vse naključ. In prav čutim, da vsaka duša, ki mi pride nasproti, ki mi daje izjemne informacije in napotke, mi pride z namenom, da mi prinese informacijo, sporočilo, da se premaknem še malo naprej in še malo naprej. In jaz vam iskreno povem, jaz sem prepričana, če ne bi doživela takšne izkušnje, da bi mi tako fizično telo začelo trokirati, ne bi niti videla priložnosti, ki se mi kaže. Torej, gledala bi samo v eno smer in se niti ne bi znala obrniti v druge smeri. Zato vam kot eno veliko modrost predajam, bodite hvaležni za svoj izziv. Resnično bodite hvaležni za svoj izziv, ker vam nosi darilo. In ga še danes niti ne prepoznate. In lahko vas neka situacija potegne, imate občutek kar do dna, kar ne veste, kako boste izpeljali. Ali zaradi telesa, ali zaradi odnosov, ali zaradi finančnih situacij, vendar vse se razreši za vas v najvišje dobro, čeprav sploh ne veste, kako se bo razrešilo. Pomembno je, da poslušate tukaj, da poslušate sebe, da sledite resnično svojemu srcu in mu zaupate.
samo trenutek. In bolj kot zares sledite in zaupate samemu sebi in svojemu srcu, življenje vas vodi točno na način, kamor vas mora peljati. In vas ne bo peljalo nekam, kar ni dobro za vas. In se ne ustrašite, če ne vidite najprej celotne slike, ker se vam bo slika sestavila. Ampak ji zaupajte. In meni izjemno pomagajo vsi ti procesi, vsa ta vedenja, vsa ta znanja, tudi da se povežem z duhovnim vodstvom, z izvorom, da dejansko dobim informacije zase. Vse to so tako učinkoviti načini, pristopi, ki mi pomagajo prinesti resnično veliko jasnosti za mojo pot, za vse naslednje nadaljne korake. In tako pomembno je, da lahko čutim ob tem popolno pomirjenost. Čeprav ne vidim cele slike, lahko čutim ob vsem tem popolno pomirjenost in zaupanje, da je v redu. In tudi sama kdaj padem v dvome. Priznam, padem v dvom, ker enostavno ne vem in ne vidim in moja slika še ni cela skristalizirana, ni cela zrisana. In potem se ustavim, zadiham in grem v povezavo in zaupanje. In sem popolnoma pomirjena. In ne glede, kakšna je situacija, karkoli se plete, dogaja, vem, da so to vse koraki v smer, v katero tako mojo dušo vleče in kliče. In resnično, kot sem rekla, brez te izkušnje, če ne bi imela jaz izziva, da mi telo ne bi hrane prebavljalo, da bi imela resnično te izzive z prebavili in področjem solarnega pleksusa. Namreč zgodilo se je to, da se je moj čakralni sistem zaradi vstopa drugačnih frekvenc zatresel oziroma padel iz ravnovesja. Če se naše čakre ne vrtijo vse enakomerno, lahko ene divjajo zelo hitro, druge so prepočasne, ni uglašenosti, potem se nekje ravnovesje poruši. In tudi sem opazila, kako zelo sem še vedno zares držala in hotela kontrolirati življenje. Kontrolirati, kako se bo nekaj izpeljalo. In potem se tako in tako ni tako izpeljalo. In to, da sem jaz kontrolirala, sem še bolj otežila normalno delovanje tudi čaker. In svoj železni sistem sem iz ravnovesja spravljala. In sem seveda podprla telo tudi z vsemi drugimi pripomočki, svetlobno terapijo, frekvenčno terapijo, katere tudi produkte sama uporabljam in priporočam in se lahko obrnete name. Skratka, vse sovpada skupaj in kot pravim, bodite hvaležni za izkušnje, ki jih imate, ki jih doživite, za situacije, ki pridejo k vam in jih ne spregledati.
ne spregledati in se ustrašiti in ignorirati nekih situacij, temveč jih poglej in vstopi vanje in začni z situacijo sodelovati. Ker situacija, ko pride, ti pride resnično z enim velikim namenom. Eno zelo poglavitno veliko sporočilo nosi zate v danem trenutku. In spoštuj in sprejemaj to sporočilo. In tako, ko prevajam sporočila duhovnih vodnikov, včasih so tako čarobno lepa sporočila predana. In tudi zelo jasni nasveti in napotki in tudi koraki lahko in kakšne usmeritve. Vendar, če to potem resnično ne damo v dejanja, v praktično uporabnost, nam res nič ne pomaga, če mi ta sporočila slišimo in samo gredo mimo nas. Potem so samo še ena informacija, ki je šla mimo nas, in če jo nismo dali v življenje, implementirali, se ne bo nič spremenilo oziroma bo življenje iz druge strani pritisnilo, da te bo spodbudilo v spremembo. Ker življenje te ves čas pritiska in stiska v spremembe in če ne stopaš vanje, te še močneje odrine in pritisne naprej. Ne moreš biti v nespremembah, ker življenje je fluidno, življenje je dinamika, življenje je pretok, življenje je ves čas gibanje. In če se mi ne bi ves čas gibali in premikali, bi naše življenje bilo neživo. Tako da ravnovesje je pomembno, vendar bodimo spoštljivi, da predno se vzpostavi ravnovesje, se tudi zamaje. In življenje zares ni, da živimo ves čas v celotnem ravnovesju. Temveč naravno je, da delujemo ciklično in da življenje je ravnovesje in neravnovesje. Vendar to si je naš sestavil, skreiral, neko zahtevo, da bi ves čas potrebovali živeti v ravnovesju, da bi vse moglo biti ves čas v ravnovesju. Ampak to ne bi bilo resnično življenje. To je iluzija življenja. Čeprav narava teži k ravnovesju, vemo, da se vzpostavlja, da prihaja do nihanja navzgor in navzdol, navzgor in navzdol. In na nas je, da sprejmemo. In prej kot mi sprejmemo iz svojega sebstva, iz svojega bistva, da je življenje valovanje, da je življenje gibanje iz ravnovesja v neravnovesje, da mi potujemo ves čas kot morski valovi navzgor in navzdol. Lepo srčno pozdravimo vse. In torej gre za to, da mi toliko zaupamo v vsak proces, katerega nas življenje postavi. Ker življenje nas ves čas postavlja v nove in nove procese. In kot sem vam na začetku povedala, če jaz ne bi doživela, lahko rečem na nek način kolapsa, tudi tako, če bi po diagnozi gledali, bi bila to lahko oblika kronične iztrošenosti. Vendar to je moje največje darilo, ker ne bi videla novih priložnosti, ki se mi tako odpirajo. Zato
To je tako zelo pomembno. In ko mi prestopamo iz frekvenc v frekvence, ko mi ozaveščamo nek drug nivo v svojem življenju, ko mi gremo iz, lahko rečem, ene faze v drugo fazo, ko mi širimo to svoje zavedanje, je to naravno. Je naravno, da za nek trenutek, za nek čas naše tudi telo fizično pade iz ravnovesja. Lahko tudi čustveno ali tudi mentalno. Zato vas spodbujam, da resnično v ljubezni do sebe, da v vsem spoštovanju do sebe se ne sodite, se ne krivite, se ne obsojate za kakršnokoli doživetje, za kakršnokoli izkušnjo, za kakršnokoli situacijo, ki ste jo doživeli, ker je potrebovala tam biti. Ker če vi tiste situacije ne bi doživeli, ta trenutek ne bi imeli tega zavedanja, kjer ste zdaj. Ne bi doživeli in bili sposobni videti situacije drugače. In tudi ne bi bili sposobni delovati v situacijah iz bolj globokega miru. In ta globina miru se ves čas še poglablja. Torej, še več miru imate v sebi, še več miru imate v sebi. In ta mir čutite in ga živite. In hkrati, ko čutite več miru v sebi, imate več svobode. Ta svoboda zares ne prihaja od zunaj. Mi smo včasih lahko v iluzijah, mislimo, da svoboda je vse tisto, kar je zunaj nas. Vendar svoboda zares prihaja od znotraj nas, iz nas. Ko mi živimo in čutimo mir v sebi popolnoma in vse globlji mir, potem je dejansko tako, da ta mir se poveže z svobodo v nas. Svobodo pa potem iz zunanje okolice doživljamo. Ker je ta svoboda iz zunanje okolice odslikava naše notranje svobode. In prav tako naše notranje moči in naše iskre. Zato čisto vse, kar doživimo, je v redu. In smo v redu. Zato hvaležnost, trening hvaležnosti, trening ves čas, vsak trenutek, trening, trening, trening. Trening povezave, stika s seboj. In tako, ko prevajam sporočila duhovnih vodnikov, mi je zelo velikokrat predano tudi tako, da samo zapri oči, vdihni, sprejmi zlato svetlobo, položi dlani na srce in samo začuti. In že s tem se naseli mir vate. In vse več tega miru. In to je trening. In enkrat ti lahko zelo dobro uspe, drugič ti malo manj uspe. Pa nič hudega. Pomembno je, da treniraš. In sedaj bom nekaj sporočil resnično predala tudi o tem, kar sem že tudi zapisala, kaj dejansko pomeni, da živimo sebe, živeti sebe. In sem prepričana, da to je najvišja stopnja duhovne zrelosti, katero lahko dosežemo, in jaz sem na tej poti
in vam iskreno priznam, da še nisem čisto tam. Ker tudi to je trening in tudi to je razvoj. Živeti sebe vsak trenutek je točno to, da duša, jaz kot jaz, vodim vse v svojem življenju. Ker pa imamo še vedno kakšen vzorec, ker imamo še vedno kakšen program, ker imamo še vedno kaj iz tega življenja ali preteklega življenja, karkoli, kar je še neka primes v nas in je nekako naseljeno v nas, ker je vse to še prisotno, pa zares še nismo izmojstreni, da polno živimo sebe. Takrat se zgodi, da začne naš naš mental in pa naša čustva voditi našo dušo. To bi lahko rekli tako, da če se usedemo v vozilo, vemo, da je najbolj varno, da mi vozimo avto. Če bomo mi dopustili, da bo avto šel, kamor bo pasalo njemu, da bomo samo tiščali plin in pustili volan, kamor bo šel in bo šel, bo lahko nevarno. Bomo pristali ali v jarek ali iz cestišča, ali se bo vozilo prevrnilo, karkoli se bo zgodilo. Torej, velikokrat v našem življenju se zgodi, da začne voditi naš mental, naš in naša čustva. In vsak trenutek, ko to dopustimo, da vodijo naša čustva in naš mental, je točno to. Takrat mi pozabimo zares živeti sebe in živeti svoje esence iz svojega jedra. In ker smo bili toliko natrenirani skozi življenje, to in vsa prejšnja življenja, prav natrenirani, naprogramirani, nam je lahko to resnično naporno, težko, morda niti ne tako logično. In včeraj sem bila na enem koncertu klasične glasbe, kjer izjemen virtuoz umetnostno igra in ob tem sem jaz tako zelo začutila, da se kar moja 6. čakra začne bliskati, ker je to tako visoka frekvenca, ampak veste koliko, igral je klasično zvrst, umetnostno, dejansko koliko treninga je za takšno igranje. In je zopet odvisno od zavesti človeka in nič ni prav in nič ni narobe, vsak je v zavesti, v kateri je. Od zavesti človeka, ali je sposoben slišati določene tone in ali je sposoben sprejeti in uživati v takšni glasbi. In je bilo prav zanimivo, da na tem koncertu je sin opazil in rekel, mami, potem nekdo si je strigel vmes nohte, nekdo je zehal, nekdo je dremal, nekdo je zelo užival in poslušal, mene pa je potegnilo v eno meditativno stanje. Torej, in sem tudi dejansko doživljala te frekvence, te glasbe. Torej, nekdo niti ni na tem nivoju, da bi lahko slišal in začel uživati,
v takšni glasbi, v takšni zvrsti. In tukaj resnično nič ni narobe in nič ni prav. In prav tako v našem življenju nekdo bo sposoben slediti tem našim frekvencam, nekdo drugi ne. In vse bodimo v dopuščanju. Tako da, kot ta izkušnja za to glasbo, je prav tako vsak naš duhovni trening in trening živeti sebe. Da resnično natreniramo, da naše jedro, naša duša vodi življenje. Da ne vodijo življenja čustva in mental. In mi se ne moremo slabo počutiti, če dovolimo, da naše jedro vodi življenje. Pa čeprav je videti lahko navzven, da se vse postavlja na glavo, da je vse drugače, da nič ne gre tako skupaj, kot bi želeli. Čutimo pa kljub vsemu, ob vseh teh situacijah v sebi veliko miru, veliko hvaležnosti in notranje svobode. In to je največje darilo, ker ni okolje tisto, ki nam prinese občutek svobode, ni okolje tisto, ki nam prinese občutek miru in ni okolje tisto, ki nam prinese občutek hvaležnosti, temveč je notranje jedro, ki nas vodi. In tako začnemo potem spontano delovati in se tako odzivati. In tudi gremo za situacijami in za stvarmi, ki nam prinašajo določeno vibracijo, nas dajo v določeno frekvenco, da nam to izkušnjo omogočajo. Torej, če nek dober glasbenik ne bi imel izjemno dobrega učitelja, on ne bi tako dobro igral. In prav tako na tej naši poti. Torej, vemo, da dober glasbenik ni zaradi tega, ker je učitelj dober, temveč, ker se to zloži skupaj. On zelo vztrajno, redno trenira, je popolnoma cel predan temu treniranju in ima hkrati tako dobrega učitelja. In to, da začnemo in živimo sebe iz svojega jedra, je tudi en velik življenjski trening. In sem prepričana, da je to najvišja stopnja možne izobrazbe na tem planetu. In to je resnično pot, katero bomo počeli celo življenje. In to smo prišli trenirati za celo to zemeljsko življenje. In gre samo za to, bolj kot bomo to trenirali, bolj kot bomo to utelešali, bolj kot bomo živeli iz jedra sebe, več miru, več hvaležnosti, več te notranje sreče, svobode bomo živeli v sebi. In čutili bomo, da je naše življenje polno, radostno, da je resnično veličastno. In nam bo s tem, ko bomo mi ustvarjali to vibracijo, življenje prinašalo takšne situacije. Nasproti nam bo prinašalo takšne situacije. Potrebujemo biti pa potrpežljivi. Potrebujemo biti hvaležni. Potrebujemo biti, si dovoliti
živeti svoje sanje. In te sanje so velikokrat veliko večje, kot si v našem umu sploh upamo sanjati. Ampak naša duša je to sposobna doseči. In nas korak za korakom usmerja in vodi in nam prinaša toliko naenkrat, kot smo sposobni sprejeti in dojeti. In več, kot smo sposobni sprejeti in dojeti, nam tudi v danem trenutku življenje ne bo prineslo. Torej, resnično bodimo hvaležni in glavno vodilo, kljub temu morda ste pričakovali že v tem uvodnem delu, da bo glede na naslov, kako iz negotovosti v to pomiritev, v to ravnovesje, vendar to bi zopet bil mental. Mi pa živimo iz esence sebe, iz svoje resnice in ko tako delujemo, je vse to, kar sem vam sedaj naštela. Tako da jaz se veselim naprej vsakih izzivov in neznanih poti, katere me usmerjajo, in tudi polen in pasti, ki se mi postavijo naproti, in to moč imamo zares v sebi, da vse lahko presežemo. Kot sem vam obljubila, bomo skupaj šli v meditacijo, seveda lahko se uležete na blazino, kot je sicer bilo predvideno, da bi ležali na travi, na podlogah, v naravi, vendar sedaj se udobno namestite v svojem prostoru, kjer ste. Zaprete oči in samo uživate sporočilom, ki vam bodo predana, vsem informacijam, vsem svetlim energijam, ki bodo vstopile v vaše polje. In če imate sedaj kakršnekoli šume okoli sebe, ali so to družinski člani, ali je to nekaj zunaj vas, nič hudega. Sprejmite in energije vas bodo peljale, da kljub vsemu boste šli toliko globoko vase, da vas nič ne bo motilo in boste ostali v jedru in boste ostali v notranjem miru, ne glede kaj zunaj vas je. Torej, ni zunanje okolje tisto, ki vam prinaša mir. In to je možnost, da trenirate, da vsi treniramo, ko niso ti pogoji tako zagotovljeni. Kajti precej enostavno je, ko so vsi pogoji zagotovljeni in potem še nekaj narediš in v redu. Če pa ti vsi pogoji niso tako zagotovljeni, pa je lahko videti, da je to izziv. Vendar zmoreš iti skozi vsak izziv. Tako da te bom peljala, se bom povezala z energijo in boš začutila, kako se bo ustvaril prostor okoli tebe, ki je samo tvoj prostor, prostor energijskega balona, zlate mreže, zlatih svetlobnih žarkov, in iz tega polja, iz te energije boš delovala. Torej, z tega polja energije svetlobnih žarkov boš delovala. Resnično vse pozdravim tudi, ki ste se sedaj pridružili,
ki boste si kasneje pogledali posnetek, tudi na YouTube kanal bo naložen ta posnetek za vse tiste, ki sedaj ne morete spremljati v živo. V tem deževnem, čistilnem času. Jaz se bom skozi meditacijo povsem predala in prepustila in vam iskreno povem, niti ne vem, kakšna bodo sporočila in kaj potrebujemo mi sedaj doživeti vsi skupaj. Energije pa vedno vedo. Energije pa vedno prinesejo tista sporočila, ki jih v danem trenutku najbolj potrebujemo za zdravilne procese. Ker skozi to, ko mi prejemamo sporočila, to se dogajajo resnično zelo globoki zdravilni procesi. In lahko, da se bo spuščala kontrola. In skozi to, ko se bo morda spuščala kontrola, sedaj mi že kar tečejo sporočila, se lahko zgodi, da čutiš nekje v telesu neko bolečino. In se zahvali tej bolečini, ker ti ni pokazatelj, da je nekaj slabega, temveč da se nekaj sprošča in spušča. Lahko te iznenada začne hrbtni del boleti, ali pa trebušni, ali križni, ali celo glava, katerikoli del telesa, lahko čutiš, da je neka sprememba, mravljince, drgetanje, vročino, hlad, vse dopusti, vse sprejmi, kar pride. Ker, lahko rečem, porcija energije je tako zelo velika. In naj vam povem še to, da ko steče toliko energije in ko greste skozi takšne energijske procese, ni vpliv samo na vas, temveč tudi na vaše soudeležene. Čeprav se tega sploh ne bodo zavedali, se bo tudi njim začel dogajati na nekem nivoju nek proces. Tako da vse, kar potrebuje iti, naj gre. Ker tako lahko dovoljujemo, da tisto, kar je v naše najvišje dobro, da pride v naše življenje, da se ustvari prostor. Torej, če ne bi bilo dovolj dežja, bi se rastline posušile. Zato smo hvaležni za dež, ker ga potrebujejo drevesa, ker ga potrebujejo vse rastline. Torej, vse je tako, kot je prav. In vse, kar potrebuje sedaj izgubiti, izčistiti, odpustiti, dovoli, da se to zgodi. In samo sprejmi. In sprejmi tudi vse te procese skozi svoje telo, čeprav ti lahko, da niso prijetni. Tudi meni marsikaj ni bilo prijetno. Ko se spomnim na zimo in dejansko zimo v vseh pomenih, energetsko zimo v meni, stagnacijo, transformacijski počitek in zunanjo zimo, ko se spomnim na to obdobje, ko ti dejansko telo ne da moči, nimaš moči, kot bi ti nekaj vso moč pobralo. Sedaj vidim, da je bilo to pomembno, da je bilo to potrebno, da te življenje da tudi v stagnacijo, da lahko greš potem v aktivacijo. Čisto vsi procesi, čisto resnično vsi cikli so pomembni. Se mi še pridružujete. Hvala, da ste z menoj danes. Jaz pa sedaj se povežem in gremo skupaj. Ti pa se samo
nadomesti, tako da ti je udobno, lahko sediš, ti pa priporočam, da se v tem trenutku kar uležeš na blazino ali na posteljo in uživaš v tej meditaciji z duhovnim vodstvom. Draga duša, povabim te, da se udobno uležeš na podlago. Začuti, kako se pod tabo ustvari mogočna energijska koprena, kot bi bila posuta z belimi vatami. In čuti sedaj to iskro, ta žar energije, ki se je začel stekati vate. Povabim te, da vstopiš v intenzivne, globoke vdihe in izdihe. Globoki vdihi in izdihi te še globlje pripeljejo vate. Samo dopusti vsak občutek v svojem telesu. Samo dopusti, da vse, kar je, je. Vdih skozi nos, izdih skozi usta in dihaš. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. Ponavljaš vdihe in izdihe skozi nos, izdihe skozi usta. Globok vdih, globok izdih. Ti dihi in izdihi ti dajo občutek, da si na tej mehki, koprenasti vati in se mehkoba še povečuje pod celim tvojim telesom. Tvoje fizično telo se globoko sprošča in ima občutek stanja brez občutka. Tvoje fizično telo začne izgubljati občutek fizične pritrditve na podlogo, na podlago in čuti samo, kako je kot koprena, kot mehka vata prežeto, obdano celo tvoje telo. Zlate iskrice svetlobe pa se spuščajo iz zgornje strani in napolnjujejo zgornji del tvojega telesa. In sedaj te povabimo, da vdihneš skozi nos in izdihneš skozi nos. In tvoja praksa diha te vodi v globok intenziven dih skozi nos in globok intenziven izdih skozi nos. In dihaš zelo intenzivno, pripelješ modro svetlobo, ki se sidra preko tvoje grlene čakre in se spušča navzdol po tvojem prednjem delu. Torej vstopa skozi vrh tvoje glave, preko tvojega vratu, navzdol po prsnem delu, trebušnem in celem sprednjem delu, navzdol vse do stopal. Svetlo modra energija teče po tem delu tebe. Ti pa dihe
izvajaš skozi nos in skozi nos izdihe. In dihamo skupaj. Sedaj se je tvoje možgansko valovanje toliko upočasnilo, da lahko čutiš v sebi vrtince svetlobe, da lahko v sebi občutiš vrtenje v glavi, da lahko občutiš, kot da nimaš svojega predela telesa, da lahko čutiš karkoli, prostor, ki se je ustvaril v brezmejno širino. In še globlje poglobiš svojo povezavo s seboj, skozi intenzivne globoke vdihe, skozi nos, širiš kapaciteto svoje energije, kapaciteto vsega energijskega prostora okoli tebe, ki te obdaja. Dihaš skozi nos zelo intenzivno in privabljaš, da tako skozi tebe teče svetlo-modra svetloba, ki veča in jača tvojo auro in celotno tvoje energijsko polje. Tako si povezana sama s seboj. Tako je jedro tebe vzpostavljeno s teboj. Tako resnično si povezana s svojo dušo, s svojim jedrom. In tako so se vsa orodja. Vse se je umirilo. Ničesar ne slišiš, ničesar ne vidiš, kar je zunaj tvojega telesa. Tako se je poglobilo to energetsko polje okoli tebe in tebe potegnilo v tvoje jedro, da resnično lahko polno doživiš in utelešaš energijo sebe, da so se tvoji možganski valovi iz alfa, beta stanja povsem spremenili v teta in delta in še upočasnili in še upočasnili, tako da resnično lahko slišiš, kaj ti sporoča tvoja duša. In sedaj stori še nekaj vdihov in izdihov, ki so samo skozi usta, da se tvoj temelj, s katerim si utelešen na zemljo, tvoja korenska čakra še bolj sprosti, da lahko še več zlate svetlobe, da je še globlja povezava z esenco tebe, da vse pride vate, kar sedaj potrebuješ doživeti. Naj te peljejo intenzivni, visoki in globoki vdihi in izdihi samo skozi usta. Tako si začutila, kot da se je rdeči plašč svetlobe še okrepil in razširil v globino, na vse strani, v vse pretekle in sedanje nivoje, v vse, kar je vplivalo nate, vse, kar je imelo kakršenkoli vpliv v energijah in v delovanju, se ustvari sedaj prostor v energijah,
da se lahko vse razpusti in vse razmagneti in to samo dovoliš. In sedaj te še enkrat povabimo k intenzivnim vdihom, katere dihaš samo skozi nos in pripelješ še več svetlo-modre, temno-modre in turkizne energije, svetlobe, zdravilne energije, ki vodi celotni tvoj izraz tebe v tvojem življenju, da lahko celotno izražaš svojo resnico iz jedra svoje duše, ne glede na odzive, ne glede na situacije, ne glede na karkoli, da iz svoje duše izražaš svojo resnico, ki se rodi iz tebe. Vdih skozi nos, izdih skozi nos, vdih skozi nos in pelješ svetlo-modro, temno-modro in turkizno svetlobo, zdravilno energijo v vse nivoje tvojega obstoja, tebe. Tako sedaj čuti, kako se je ta energija še pojačala in še razširila. Kako zdravilni val svetlobe še teče in se preteka skozi vrh tvoje glave, po prednjem delu telesa in po zadnjem delu tvojega telesa in se vrti naokrog po prednjem in zadnjem delu tvojega telesa, kot bi ščitilo celotno tvojo auro, celotno tvoje eterično, fizično telo, celotno tvoje vse nivoje v energijah, kako te obda ta val teh zdravilnih valov svetlobe v svetlo-modri, v temno-modri in v turkizni zdravilni energiji. Sprejemaj in uživaj in dihaj. Vsak dih te še poglobi. In sedaj dovoli si sprejeti še vdihe skozi nos in izdihe skozi usta, da vstopi skozi tvoj izvor, skozi pretok vsega duhovnega vodstva, skozi tebe, vseh mojstrov energij, vseh žarkov svetlobe, pol miru, mrež blagostanja, da te obdajo, da se postavijo stebri zlate svetlobe, da se postavijo zlate svetlobne stene na tisto mesto v tvoje življenje, kjer je v tvoje najvišje dobro, kjer je tebi najbolj podpirajoče. Energije vedo, ti iz tvojega mentala tega ne veš, iz svojih nižjih teles, čustev, mentala, fizičnega telesa ti ne veš. Sedaj pa smo te pripeljali v to zavedanje, v to zavest, da smo razširili tvoj prostor, da smo tebe povezali z esenco tvoje duše, da lahko sliši sporočila svoje duše, kaj ti govori, kaj ti sporoča, v kaj te usmerja, v kaj te vodi, da dobivaš napotke skozi te svetlobne žarke, da se vsi svetlobni žarki postavijo na tista mesta v tvojem življenju,
ki te bodo najbolj podprli, ki ti bodo prinesli največ svobode, največ blagostanja, miru in vse hvaležnosti. Da se postavijo tako mojstri 7 žarkov, mreže blagostanja, na vsa tista mesta tvojega obstoja, kjer tebe najbolj širijo v tvojem zavedanju, ki tebe najbolj opolnomočajo v tvojem delovanju, ki tebi prinašajo največje ravnovesje za tvoje zemeljsko življenje, ki tebe najbolj podprejo na vseh nivojih tvojega obstoja. Sprejmi sedaj vse te svetlobne žarke, sprejmi sedaj vse, kar prihaja skozi tebe, sprejmi sedaj, samo sprejemaj in dopuščaj. In naravno se bo zgodilo, da tisto, kar se potrebuje odplakniti, se bo odplaknilo. Zato ničesar zares ne počneš na silo, ničesar ne odstranjuješ iz svojega življenja. Nobenih odnosov ne popravljaš na silo, nič v financah ne popravljaš na silo, ničesar ne popravljaš s svojim telesom na fizičnem nivoju na silo, v nič ne vstopaš na silo, vse dopustiš in sprejmeš, da svetlobni žarki, da mreže blagostanja, da polja miru se aktivirajo, vse postaviš, vse se postavi v tvoje najvišje dobro in samo sodeluješ z vsemi energijami, ki te obdajajo. In kaj je tvoje delo? Da se prepustiš, svobodno se prepustiš skozi ta proces in samo uživaš in samo sprejemaš. In ne veš ta trenutek, kaj se bo transformiralo in kako se bo spremenilo in kaj, na kakšen način se bo zavrtelo tvoje življenje. Vendar naravno bodo energije spodbudile, da se bo nekaj spremenilo, da se bo nekaj razmagnetilo, da se bo nekaj postavilo drugače. In te povabimo, da posluša svoj občutek v vsakem svojem nadaljnjem trenutku. Kajti ta aktivacija te energije ni tako mala stvar. Ta aktivacija energije je resnično prejemanje in postavitev v energijah tebe na vsa tista mesta, kjer je za tvojo dušo najbolj uglašeno in najbolj usklajeno. Saj veš, da orkester je uglašen, ko glasbeniki uglašeno igrajo. In če ni dirigenta, ki bi dirigiral, orkester ne bi bil uglašen. Tako vse svetlobne postavitve, ki so sedaj se ustvarile zate, so ta dirigent, ki dirigira vse te svetlobne postavitve, svetlobne energije zate. Tako, da se tvoje življenje postavlja v uglašeno delovanje. In po prvi vaji in po drugi vaji lahko da še ne bo tako uglašeno. In po tretji vaji. Zato te povabimo, da ta proces, ki ga sedaj spremljaš, ga 17 dni vstopaš van, 17 polnih dni vstopaj v ta proces. In po 17. dnevu boš lahko že prej, vidno pa boš 17. naslednji dan začela opažati spremembe. Nekje se bodo začele dogajati spremembe. In lahko tvojemu umu in tvojim čustvom te spremembe ne bodo všeč, vendar uglašene bodo z esenco tvoje duše,
za tvojim jedrom. In tudi, če tvojemu umu in mentalu ne bodo všeč, v sebi boš čutila mir, hvaležnost, notranjo svobodo in občutek zaupanja in občutek, da je to najbolj v redu, da se vse postavlja. Tudi, če se bo nek nivo tvojega življenja rušil, se bo drug nivo postavljal in sestavljal. Tudi, če orkester od začetka ni tako uglašen, po večjih vajah bo postal vse bolj uglašen in igral bo zelo ubrano in zelo uglašeno. In prav tako tvoje življenje se bo začelo sestavljati. Čeprav bo lahko nekaj trenutkov videti, kot da se ruši in da je vse na glavo in da nič ni tako, kot si zares želiš, naj te ne postavlja iz miru. Vedi, da je faza, kjer se vse oglašuje, da se vse postavlja v ravnovesje. Zato vstopaj redno 17 dni v ta proces, ki smo ti ga danes prenesli, predajali. Kajti skozi ta proces steče zelo veliko zdravilne energije, čiste svetlobe in postavijo se na vsa tvoja mesta, tvojega obstoja, ki so najbolj usklajena s tvojo dušno esenco, vsi mojstri 7 žarkov. Postavijo se mreže blagostanja, polja miru, postavijo se svetlobni stebri, postavijo se svetlobne stene, ki sežejo v neskončnost, ki sežejo v veličino, ki se postavijo na takšen način, da najbolj podprejo tvojo dušo na tvoji poti tvojega razvoja. Toliko ognjene, toliko svetle energije se je prelivalo sedaj skozi tebe. In vsa ta energija, ki je tako intenzivno tekla sedaj skozi tebe, je sprožila transformacijo, je sprožila neko spremembo. V tem procesu ti je lahko postalo zelo vroče, kajti energija je zelo intenzivna. Intenziteta energije je ustvarila spremembo. Dihaj skozi nos, izdihni skozi usta. Vdihni skozi nos, izdihni skozi usta. In sedaj ti podajamo še nekaj sporočil. Sporočil za tvojo komunikacijo, sporočil, ki so zelo pomembna. Kajti kljub temu, da hodiš v fizičnem telesu, si v resnici energija, ki si utelešena v fizično telo. Si duša v fizičnem telesu.
In ko komuniciraš z drugo dušo, z drugo utelešeno energijo, z drugim človekom, če tako poimenujemo, se zgodi interakcija in izmenjava energije. In kar ljudje ponavadi počnete, je to, da komunicirate razpršeno v energijah, da se vam mudi in zelo površinsko in neprisotno komunicirate z nasprotno osebo. Ali vstopate tako v komunikacijo, da si z mislimi že nekje drugje, imaš pa v komunikaciji pred seboj tisto osebo. Ko je takšen način tvoje komunikacije, je energija v tebi razpršena. In takrat se vsak od vas bo počutil nesprejetega. Takrat se vsak od vas bo počutil neslišanega. Takrat se bo vsak od vas počutil, da mu zmanjkuje energije in da se mu nivo energije izpraznjuje. V resnici je tako, da ni tisto razlog, da se ti utrudiš zaradi tega, ker si imel interakcijo ali časovno komunikacijo z veliko ljudmi. Gre za to, da se izčrpaš in iztrošiš zaradi tega, ker ni prišlo do izmenjave v energiji. Ker je bila energija popačena in nečista. Torej, čistoča energije v komunikaciji se umaže. In so madeži in takrat se ne počutite dobro. Takrat se ne počutite, da vas druga oseba sliši in ker vsi, ne glede, ali trenirate duhovne prakse, ali se povezujete zavestno, ali nič od tega ne počnete, vsi ste energije utelešene v fizično telo in vsak od vas čuti drugo energijo. Če tudi nezavedno, če tudi se tega sploh ne zaveda, čuti energijo druge osebe. In vsak od vas, ko se začne čutiti v energiji, da ga druga stran ne sliši, da ga druga stran ne vidi, se začne čutiti majhnega, se začne čutiti nepomembnega, se začne čutiti, kot da mu je zmanjkalo energije. In takrat, ko začne nekomu zmanjkovati energije, se začne tisti boriti za energijo. Torej, tako kot bi začel hlastati po energiji, ali pa si zelo sestradan, začneš hlastati po hrani. Tako v energiji druga oseba, torej utelešena duša, začne hlastati po energiji, da bi jo prejela iz druge strani. In to hlastanje v energiji izgleda v vašem mentalnem pogledu kot krivenje, obsojanje, obtoževanje, nezadovoljstvo, vsa ta stanja. Torej, vsa ta stanja ne pomenijo tega, da bi nekdo bil napačen, temveč pomenijo to, da se ne čutijo prepoznanega. In poglej v svojem življenju, kdaj se ti ne čutiš prepoznanega in kdaj se ti ne čutiš videnega in se ne čutiš, da te druga stran sliši. Takrat se bo začel čutiti, da si majhen, nepomemben in iz tega stanja ti začne zmanjkovati kapacitete energije. In večja kapaciteta energije, kot ti zmanjka,
in ti zmanjkuje, večje nezadovoljstvo se začne v tebi ustvarjati. In vse bolj začneš postajati nezadovoljen z svojim življenjem, z seboj, z okolico. Ključno je, da postajaš nezadovoljen z seboj. Torej, v prvi vrsti samega sebe ne slišiš, ker ne poskrbiš zase. V prvi vrsti samega sebe ne čutiš, ker ne poskrbiš zase. Samega sebe niti ne vidiš, ker ne poskrbiš zase. In to ti začne odslikavati okolica, nasprotna stran, ko vstopiš v interakcijo z drugo osebo, v komunikacijo, da te drugi noče slišati, noče poslušati, noče videti, noče sprejemati, ker v resnici ti samega sebe ne. Torej, sedaj vidiš, kakšna igra je zares v energijah. Sedaj vidiš, da čisto vse se dogaja zaradi energijskega obstoja, zaradi svetlobe, zaradi te energije. In vsa energija je samo odvisno od tega, torej, ali se pretaka čista energija, ali se pretaka popačena, umazana energija, ali se pretaka razpršena energija, ali se pretaka energija, ki je v fokusu, v večjem dotoku, v večjem curku, v večji moči, ali se pretaka energija. Kakšna energija se pretaka? V kakšni frekvenci, v kakšni vibraciji? Vse zares je igra energije. In to, kakšno igro energije, torej oddajaš, kaj ti iz sebe daješ, vse to ti življenje vrača. In bolj, kot si ne poskrbel v preteklosti zase, bolj ti življenje sedaj kaže. Sedaj v zunanjih rezultatih, da ti ni prineslo rezultatov. Torej, ta trenutek je pomemben zate, da začneš sebe videti, čutiti, slišati, upoštevati, sprejemati v popolni celovitosti, da boš lahko v bodoče sprejemal drugačne rezultate. Torej, v vašem zemeljskem svetu je tako, danes poseješ in danes ne moreš požeti. Danes poseješ in nekaj časa bo potrebovalo preteči, da boš lahko požel. Zato se osredotoči fokusirano, kaj je tisto, kaj sedaj poseješ, da boš lahko takšno kakovost kasneje požel. Torej, kakšno energijo boš sedaj posejal, da boš lahko kasneje požel. In sedaj v tem trenutku začni sejati takšna semena v energijah, takšna delovanja, takšna dejanja, takšen pretok energije, katerega želiš sprejemati. Ker tvoje življenje deluje tako, da boš dajal, sprejemaš, daješ. Vse v energijah je vzajemno. In sedaj se še osredotočimo na komunikacijo. Zakaj se danes osredotočamo na komunikacijo? Če izbiraš, da živiš iz svoje esence duše, potrebuješ vzpostaviti jasno komunikacijo, izraz svoje resnice samim seboj. In ko to resnico udejaniš v telesi samim seboj, ko jo resnično čutiš, jo komuniciraš z nasprotno osebo, v kateri si v interakciji. In vsak od vas izrazi
svojo komunikacijo na svoj način. In če bi vi, vsak od vas, komunicirali iz čiste energije, da te energije ne bi imeli tako pomešane, tako popačene, tako neuglašene, se tudi med seboj ne bi toliko ne strinjali, toliko sodili, toliko primerjali, toliko krivili, nič od tega ne bi počeli, če bi iz sebe oddajali čisto energijo. Kajti čista energija je čista esenca vaše duše, ki ji lahko rečeš brezpogojna ljubezen. Brez vsakega pogojevanja. Torej, ničesar ne pogojuj do sebe. Nobenih pogojev si ne vzpostavljaj do samega sebe. Ker ko ne postavljaš pogojev samemu sebi, ne boš vstopal v okolja, kjer ti bodo drugi postajali pogoje. Postavljene pogoje pritegneš v svoje okolje, ker še delček tebe vedno verjame v pogoje. Še vedno delček tebe verjame v pogojno ljubezen, v pogojevanje nečesa, v kompromise. V resnici v energiji ne potrebuješ nobenih kompromisov in nobenega pogojevanja, temveč oddajaš čisto esenco sebe. In tega sedaj se učite. Uči se tega brezpogojnega delovanja, ki je na nek način vstopnica za to, da začneš živeti sebe, da lahko začneš živeti iz svojega jedra, iz svoje duše, da začneš ti voziti vozilo, da ne vozi ono tebe, da tvoja duša vodi tvoje življenje, to si ti, in ne, da so čustva in mental, tvoj močnejši od tvojega